Tukaj noter se skriva ves okus za hrustljave, puhaste francoske bagete. Pred 12 urami sem zmešal 200 g moke, 200 g vode, pa par zrnc kvasa. Tole res lepo diši po fermentaciji, mehučki so se naredili. Zdaj bom dodal še 100 g moke, preostal kvas, kar ga je ostalo v vrečki, 6 g soli, zdaj nas pa čaka malo dela. Gnetel bom tole 3x po 5 minut, vmes malo pauze, se bomo kar namatrali, ampak rezultat je pa res vreden truda. Po 15 minutah trdega dela lahko preverimo, če smo dobro zgnetili. Temu se reče glutensko okno, ki se že malo vidi čez. To pomeni, da smo dobro zgnetili. Zdaj bom tale hlebček pustil počivati ene 15-20 minut, pa gremo pa na prvo oblikovanje. Hlebček se je lepo sprostil, zato bom zdaj razdelil na dva dela. Malo si zmočam roke, malo zmočam pult, ta zgoran del tam spodaj, raztegnemo, preklopimo, še enkrat preklopimo čez in dobro zategnemo. Ta zgolj damo spet počivati, pokrijemo za 15 minut. Ko so lepi, malo so vzhajali, zdaj pride ta najbolj pomembna faza, ta zadnje oblikovanje. Na malenkost pomokan pult obrnemo štručko okoli, sploščimo, malo pomokamo roke, če treba, vzamemo tale konček in ga prepognemo nekje do polovice. Obrnemo okoli, zdaj prepognemo še z druge strani do konca. Štručko malo zategnemo, da se ta rob res lepo skupaj prime, lahko tudi z roko malo popravimo in zdaj samo še razvalamo na dolžino pladnja. Na konc takole špičke in položimo vzhajati zgornjo strano na gor. 45 minut kasneje, ko so lepo vzhajale, še en test. Takole pritisnemo na testo in ko se jamica dvigne skoraj do vrha, vemo, da je testo lepo vzhajalo. Pečica vam se greto na 270 stopinj, zdaj bom bagete zarezal, pa ste res skoraj po dolgem, ne početi. Hitri, odločni rezi. Ko grejo bagete v pečico, še štamprle vode zraven. Tada! 15 minut je trajalo, da so se tele lepotice spekle. Hočemo tele zažgane konce, to tako diši. O, meni se krstine zadijo. Ta fermentiran testo, tega, če še nisi jedel, to moraš probati. Ne se rabi, nič več zraven jesti. Mogoče malo ljuca. Koh je pa to dober. To diši po celem stanovanju. Tole se res splača počakati, pa malo bolj potruditi. Dober tek.